Vedno smo drugačni, ampak če ljudem pustimo, da so drugačni, sploh ne rabijo biti drugačni. Catch-22. Darko Đurić. Zakaj jaz, zakaj brez nog, zakaj mogoče? Jaz se z tega nikoli nisem spraševal. Kaj delaš drugače? Kako vidiš situacijo drugačno? Ko si drugačen, ali pa v mojem primeru ena invalidnost, sem zelo težave z zaupanjem vedno. Nekateri ocenjujejo po nečem, kar vidijo na prvo žogo. Smo tukaj zato, da odkrijemo svoj dar? Temu življenju je dobro, da sem vam jaz fajen, oziroma da mi je lepo, pa da s tem, da je meni lepo, ni drugim preveč težko. Revščina je bila, tako da so se pol odločili, da me dajo v rejništvo. Sem šel pa z velikim pričakovanjem po medalji, boš čakal na to priložnost, če jo bo sploh dobil spet. Meni se je takrat porušil svet, ker Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi ob ogledu. Hvala, da si cajt vzel, no? z veseljem. Takrat sta z Žbetom snemala en dokumentarc mini, a je na YouTubeu? Ja. Kako se imenuje? Darko. Bomo dali v opis od spodaj, če bo kdo pogledal. Pa sem pol jaz takoj rekel Žbetu pismo, a misliš, da bi bil gost na mojem podcastu, rekel pismo, ne, vpraš ga, ne. Pršel gor sem te vprašal in evo, te zdaj si kle. Ne poznam te, ne vem tvoje zgodbe, bi jo pa rad slišal. Tako da po moje najbolj, da začneva na začetku, pa se mi ti pač predstaviš, poveš, kako je izgledal začetek tvojega lajfa, pa bo šla pa naprej. Jaz bom pa vmes letavo s kakšnimi modrimi izjavami. Tako kot zmer. Cool. Lepa. Ja, v bistvu je najtežje se predstaviti. Ja. Ampak, zato na začetku to naredi. Ja. V bistvu včasih, ki so mediji malo začeli pisati o meni, so vedno tako začeli. Sem malo hecen, da so kdaj imeli po mojem kar template. Fant, ki se je rodil z redko gensko napako in brez nog in ene roke, in so se mu starši odpovedali. To so vedno tako oni začenjali neke članke. V bistvu res je, sem se pač rodil leta 89 na najbolj zlovešči datum danes, ali pa 11. september. Tudi par zabavnih jokov je že na to temo ratel kasneje, ampak ja, in sem se pač v Mariboru rodil, priseljenska družina, revščina je bila, take neugodne življenjske razmere, tako da so se pol odločili, da me dajo v rejništvo in takoj po rojstvu, se pravi, niti domov nisem šel, že takoj iz porodnišnice so me dali v nek dom tam in potem sem bil 2 leti po raznih domovih. Pa so pa, mislim, da ko sem bil star 2 leti, sem prišel v Podbrezje, družini Debeljak na majhno kmetijo. Veronika in Milan sta imela pač 4 svoje otroke in sta v nekem glasniku, ko se to reče, časopisu, ene krščanske skupnosti sta videla oglas, da jim fantak pač brez nog in roke išče družino. In so me šli pogledat, takrat sem bil na Soči, inštitutu Soča v Ljubljani. So šli s svojimi otroki, skupaj me pogledali, so rekli, evo, mi ga hočemo, in pa so me domov vzeli tako na preizkusno malo to, ko se odzivamo v novem okolju, in pa sem mislim, da je bil Miklavž leta 91 nekaj takega, ko sem v bistvu prišel v Podbrezje, pa tam ostal, to je bila pol moja družina. A si kdaj navezal stike z originalno družino? Ja, ko sem bil... Prav, jaz sem vedno, pri meni nikoli ni bilo tistega, da bi mislil, da sem njihov, ampak vedno sem vedel, da pač priimek sem imel drug. In sem bil otrok ali pa kot najstnik, ko začneš tudi malo neke svoje korenine raziskovati. Nisem vedel, kjer narodnosti sem. In sem pač želel poznati, potem so se socialna služba v Mariboru to nekako organizirali, da sem mamo srečal. Enkrat sem po naključju poznaj, ko sem bil na faksu, so se sestro biološko, se pravi, so se po Facebooku najdla in so pošla na eno kavo, sem njeno družino spoznal, kasneje tudi brata, tako da nekako smo se spoznali. Ti smo lepo. Kaj pa ta prvo obdobje pol življenja, potem, ko si prišel tja, Mislim,
Zdaj, tako veliko stvari bo, ki si jih jaz pa poslušalci itak ne znamo predstavljati, ne? Ampak hočem pa, da veš, da ne gledam na te kot nekoga, ki se mi smila ali karkoli tasga. Verjamem pa, da si velikrat v življenju mogel imeti ta občutek. A ne? Ja, Ko čist na prvo žogo rečem. sem imel srečo, sem prišel na kmetijo. In da tudi starša sta pač bila, oziroma sta taka realista, nista bila filozofa, ne, kako bi rekel, Ja. ampak sta na življenje zelo realno gledala in sta vedela, da pač zame je rešitev samostojnost. Ne, se pravi, da me res navadita na to, da sem samostojen in da tudi ne bosta vsakeč, ko bom nekaj rabo za mano skočila, me v vato zavijala, pa to ne pomeni, da nisem vsega, kar sem rabo imela. Ona dva sta res ogromen ur preživela na Soči, ko so me vozili, da sem tam, ko sem proteze dobil, ko sem se učil hoditi, poleg kmetije in vsega. Ne, tako da po mojem tisti čas, ki so kdaj druge brate pa sestre vozili na treninge ali pa na kakšne glasbene te krožke oziroma ure, da so zame porabila, ne, da sem se naučil hoditi, pa da sem res lahko dan samostojen. In tudi veliko stvari doma, recimo, sem mogel tudi pomagati delati. Danes se malo hecam, da je bilo to vedno največja krivica na svetu, ker so me silili, da z eno roko na in drva mečem ali pa dvorišče pometam, pa ne vem kaj, ampak me je zadnjič mami pomirila, no, je rekla, da me zdaj ful ne čakal, pa se kdaj malo hecam, nekaj jamrajo, da morajo delati, da sem jaz isto jamral, pa je rekla, da nisem bil to grozen, ker zdaj govorim, tako da to da mi kar všeč. Ampak ja, so me res tisto, kar sem lahko delal, ne, da sem, nisem mogel recimo v hlevu pomagati, drugi so mogli. Traktorje nisem glih vozil, ampak kakšne majhne stvari pa ne, krompir prebirati, to koruzo ličke, take kmečke opravila, sobo pospravljati, kuhno, ne, to. Tako da mislim, da mi je to res pomagalo, prvo, da sem se razvijal to, da nisem nase gledal kot drugačnega, se pravi, da so isto zahtevali od mene, pa to, da sem se dejansko naučil biti samostojen, ne, da lahko samostojno živim, da lahko vse delam v življenju, kar rabim, naj kuham, pomivam, perem, cune sam, tako da če ne bi bilo tega, recimo, sem na faks hodil, pa sem bil v študentskem domu, sem seveda v nedeljo 4 popoldne, sem dal cune, pa sem rekel, mami, oper mi cune, ne, mi rekla, lej, Darko, tole je pač pralni stroj, ne, se ta zadeva imenuje, lej, tukaj so tile tipke, tukaj na cunah piše noter, tokle opereš, tokle vrtljajo lahko daš, skupaj namečeš čiške najbolj skup, pa še pa tole imaš prašek, tole je mehčavec, pa si nauč. Takrat naprej sem sam vedno cune prav, ker mi je pač dosti mila. Svaka ima čas. Ja. Kaj pa bratje pa sestre? Koliko si rekel, da so imeli otrok? 4, se pravi 2 brata, 2 sestri. Ja. Ko so pa oni nekako, verjetno so bili mlajši, ne? Starejši vsi od mene. Aha. Se pravi, jaz sem najmlajši, se pravi, najmlajši je pol 4 mesece starejši od mene, Mojca, Tomaž, ki je leto pa pol starejši, Ana je 3 leta starejša, Marko je pa 5 let starejši. Tako da v bistvu smo bili sicer takrat v mlajših letih daleč narazen, ampak zdaj zelo skupaj. Ne. Ja. Mislim, da so me lepo sprejeli. No. Tudi ko sem šel prvič, mislim, 13 let star, ko sem hotel mamo spoznati, je sestra pa rekla, Darko, mi te ne damo, ti si naša. Ne. Tako da, tudi recimo sem boter eni nečakini, Wow. najstarejši punčki od sestre, Zali, tako da mislim, da sem bil vedno neki enakovreden član družine. A doskrat pomisliš nekako, ne vem, jaz sem malo tako ganjen, kako lepo so te sprejeli, pa istočasno se sprašujem, kaj je šlo takrat po njihovi glavi, ko so se za to odločili? A si kdaj jih sprašval glede teh stvari? Tako načeloma, kako je takrat kako so oni takrat v tisti situacijo videli? Ja, v bistvu sta neko poslanstvo čutila, kot da je to neka njuna naloga, da pomagata, da mi data dom, da sta nekako klicana za to, ne vem, kako bi rekel. In jaz mislim, da če tako iz realnega vidika pogledaš, majhno kmetijo, 4 otroke, pa zraven da dom nekomu, ki res več energije, nege potrebuje, ne, pomoči, je to, danes nazaj pogledam, wow, ne. In
tudi zato me veliko krat zmotil. Takrat to nisem še upal na glas povedati, zdaj pa upam, da ko so pisali, da so se mi starši odpovedali. Ker dostikrat to vsi gledajo zelo tako enostransko, da so se mi odpovedali, v resnici verjetno tudi staršu ni lahko otroka dati stran, ne glede na situacijo. In na koncu, ko si pomislim, da so kdaj mogoče brali o tem, slišali te zgodbe, in da tam nek novinar, ki nima pojma o tem, kaj se je dogajalo, piše, so se mu odpovedali. In mislim, da so mi dali tako drugo priložnost, da na srečo živimo res v nekem času ali pa okolju, ki daje nešteto možnosti, kljub temu, da na prvo žogo se mogoče ne vidi tako, ampak da so mi dali drugo priložnost, da sem šel v drugo družino, kjer so mi lahko ponudili pogoje za odraščanje, kjer v bistvu sem prišel v okolje, da sem se lahko razvijal in danes sem tukaj, kjer sem. Ja, a si kdaj vprašal biološke starše glede tega, kar si zdaj rekel? Z mamo so se takrat pogovarjala, sem jo prvič spoznal, še tako mlad, da... Ampak, 13 si rekel. Ja, nisem nikoli neke jeze v te imel, se pravi, ker poznam samo en način življenja, se pravi, to je zame bila vedno ena družina, ni bilo... Tudi pol, ko sem to drugo družino spoznal, jo nisem mogel dojemati kot družino, čeprav je to mogoče težko razumeti, ampak starši so pač v Podbrezjah in navezan sem na njih, ampak mami se mi pač upravičila, pa na koncu sem se v bistvu zahvalil za to, ne vem kako, da sem to imel priložnosti drugam. Ja, mislim tudi čuti se, vidi se, da si bil vzgojen v nekem takem duhu dobrote. Kako bi ti rekel, kaj so bile neke ključne vrednote tvoje družine, zaradi katerih pač ne samo ti, tudi tvoji bratje pa sestre, najmuna izjava sestre, te ne damo, pa botr, pa to, kako si ta del doživljal? Kakšne so bile vrednote? Kaj je bilo pomembno v vaši družini? Vse mi je bilo vedno delo, se pravi, kmečka družina, poštenost, pa to, da poštenost, pa pomagati drugim. Ne samo na se gledati na svoje koristi, ampak to, da tudi se čemu odpovedati, da mogoče drug nekdo nekaj ima. Kaj pa pol, se pravi, nekako po tem prvem obdobju odraščanja, pol kaj si šel v šolo? Ja, osnovno šolo mene so usmerili v, se pravi, tisti Sirius Kamnik, se pravi, za otroke se to reče, s posebnimi potrebami. Se starša nista strinjala, sta rekla, da bi jaz mogel iti v normalno šolo, se pravi redno, ker sem bil mentalno oziroma umsko zdrav. Moram tudi povedati, takoj, ko sem se rodil, so mene zelo dali med otroke z motnjami v duševnem razvoju. Se pravi, ko so rekli, pač ok, nog nima, roke nima, verjetno tudi, se pohecama, možganov nima, ampak so hitro, mislim, da se je z mano začela ukvarjati na študentka oziroma dijakinja medicinske šole, Marjana, ki je v bistvu bila ena prva taka oseba, pa sem se jaz malo na njo navezal in mi je videla, da dejansko se odzivam na okolico, da sem imel bistre oči, da sem dojemal, kaj se dogaja okoli mene in da je pol nekako dosegla, da so me začeli normalno obravnavati. In tudi pol, ko so me usmerili v to šolo v Kamnik, sta starša rekla, da ne želita tega. Tukaj je bila tudi sreča, da je bil v Naklem v osnovni šoli tam ravnatelj, ki je bil napreden, ki je rekel, valjda, če želite, ga bomo sprejeli, bomo omogočili, da se bo redno šolal in sem potem prva 4 leta hodil v osnovno šolo, se pravi podružnično v Podbrezje, to je bilo 300 metrov stran od našega doma, pol od 5. razreda naprej pa v Naklo, kjer sem pa tudi že imel asistenta oziroma, krat si rekel, še spremljevalc, pa mi je pomagal na avtobus, pa torbo nositi po stopnicah in take stvari. Kako pa si v tem obdobju, ko si pač šel v malo širšo socializacijo,
doživljal, kako ti je bilo? Jaz sem malo širšo socializacijo doživel, potem sem začel v kolonijo hoditi na morje, Aha, se pravi v Pineto, Novigrad. Pa sem bil tam ful zanimiv vedno, ne, ker sem bil z eno roko spreten, sem bil, fuzbal sem igral, divjal sem okoli, stoje sem delal in dejansko sem si pridobil neko pozornost, ne s tem, da kaj ne moram, ampak da so vsi videli, kaj zmoremo se. Ne. In me je tudi ta pozornost, ne, kot otroku, kot mlademu vedno pasala in sem vedno se probal še malo bolj dokazovati, ne, pa sem šel malo na koš metati, pa tret. Da sem vedno več probal dokazovati, kaj se lahko. In ta socializacija, ja, vedno, ko je kdo prišel, pa me je začel, mogoče, kot si rekel na začetku, da se ti ne smilam, ne. Kdo je kdaj malo namignil v to smer, pa sem jaz zelo hiter s kakšno pikro pripombo, črnim humorjem, karkoli na nek način dokazal, da pa čez tega ne rabim. Ne, je pa to, mislim, da je borba vsakodnevna, ne, zdaj sebi sem res aktiven, res ogromno ljudi srečujem in veliko je teh interakcij in dostikrat se zgodi, da še vedno kdo pristopi z nekim, pa mislim, da ne zelo namerno, ne, ampak z nekim sočutnim tonom in kakšno pomoč bi jaz trabil in gor dol in takrat pač kar jasno dam videti, da mi to ne paše, ne, da sem normalen, da nimam, pač imam posebne potrebe, ne, ampak da živim pa povsem normalno življenje in da se ne rabim nikomur smiliti. Ja, zanimivo, kako po neki naravi gremo ljudje takoj v to. Ne, se mi zdi, tudi če tako iz objektivnega opazovalca gledam na tvojo situacijo, se mi zdi, da si tega pač doživljal veliko čistko iz nekega mnenja, da se to pač dogaja, da taki pač ljudje smo. Ne? Ja, ne, sej pravim, tudi jaz, koga srečam, ki ima mogoče večjo invalidnost kot jaz, dober prijatelj je tetraplegik, pa tudi rečemo, ti pomagam, ali pa vsaka čast, isto jaz na njega gledam kot nekdo name, ki ima več udo. Pa se pravim, zdaj pa v zadnjih časih veliko več dogaja tega spoštovanja kot pa pomilovanja, se pravi, bravo, vsaka čast, da se ti da. Ja, pa tudi zdaj si dosegel dosti stvari, ki so nekako, ne vem, še bolj dale mogoče en kljukco ali neki, da si dejansko dokazal tudi sepa, da si lahko vrhunski v nekih stvarih, eno iz plavanja. Ne? Tako je. Ja. Kdaj si začel plavati? Tako, da si trenirati začel? Zelo pozen. Meni so kot otroku rekli, oziroma niti ne meni, ampak staršem, da ne bom nikoli plaval, ker za eno roko to ni mogoče. Pa smo temu seveda malo verjeli, pa sem vedno s tistim šlavfom hodil v vodo. Parkrat sem šel že tako v vodo brez, pa sem se skoraj utopil. Ampak vedno me je tako zelo privlačilo. Ampak da sem se naučil plavati, sem se pri 10-11 letih. Pa to ni pozno. Ko sem v bistvu skočil v vodo, pa spremljevalcem in pogledal. A res? Ja. In sem v bistvu takrat začel z roko mahati, pa sem na gladini ostal. To je bilo v Pacugu, tle na slovenski obali. Potem, da sem začel trenirati plavanje, je bilo v bistvu v 5. razredu, ko sem v Kranj začel hoditi. Pa je takrat trenerka rekla, da itak ne morem naravnost plavati in da tekmovalno ne bi mogel uspeti, pa imam tak tekmovalen karakter, in sem, če ne morem tekmovati, zakaj bi hodil na treninge. Pa sem tam po 14 dneh ali 3 tednih obupal. Pa sem pa v bistvu nisem najprej plaval, ampak sem leta 2005 začel igrati sedečo odbojko. Sem igral na mladinskem svetovnem prvenstvu. Takrat je bil v ekipi še Tine Urnot. A res? Smo lahko enega neinvalida imeli v ekipi. Oče je bil selektor. Ampak spet tekmovalnost, pa za eno roko vse ti prvine odbojki je zahtevno. In tudi ekipa ni bila glih motivirana neki ful trenirati. Pa so mi pa rekli, naj preizkusim plavanje. Pa sem, mislim, da že tudi 2005, da sem šel na državno prvenstvo v plavanju za invalide. Sem nek soliden rezultat odplaval, brez treninga. So rekli, naj začnem trenirati plavanje, da lahko uspem. Takrat sem bil še v odbojki, pa sem govoril, to nekdo drug, ti ploščice šteje karkoli.
sem malo še vztrajal z odbojko, ampak sem videl, da res neke priložnosti ali pa ne bi dobil nikoli. Pa sem leta 2007 res začel s treningi v Radovljici. Tam je bil pa glavni trener oziroma vodja kluba Ciril Globočnik, ki je danes župan Radovljice. Prvič, ko sem tja prišel, je rekel: Darko, mi bomo tebe na paraolimpijske igre spravili. Super, a ne? A zverjel? Nisem niti vedel, kaj to pomeni. Pač meni se je zdelo, okay, vedel sem, kaj so olimpijske igre, vedel sem, kaj so ta velika tekmovanja. Ja. Ko je en zame rekel, da bom šel na paraolimpijske, sem rekel, to bo nekaj bom naredil iz tega, nekaj bom izstopil, kar nikoli nisem mogel. To, ker moram reči, jaz nimam nekih drugih ekstremnih talentov, da bi rekel, da jaz sem, pri nas doma so bili ful glasbena družina, jaz če sem usta odprl, so vsi šli. To imam par zelo takih dramatičnih izkušenj s petjem. A bi lahko kakšno poveš? Ja, prvo je sigurno to, da sem Dedku Mrazu pel eno pesemco, pa mi je daril tišo v roko, ne že neham, pa jaz nisem hotel nehati. Sem to cela dvorana. Ojoj, ti si bilo. Še danes se kar zabavamo na to zgodbo. Druga pa je, da sem hotel v šolskem zboru pet, pa je naredil učitelj glasbe, je naredil audicijo, 12 nas je bilo v razredu, 11 jih je prišlo v pevski zbor. Mi je pa enkrat kasneje tudi rekel, da mi ni mogel naravnost reči, da fušam, tako da je še audicijo naredil, pa malo bolj politično korektno rešil zadevo. Tako da pet nisem mogel z glasbo, se nisem mogel ukvarjati in v čem lahko izstopam, v športu, in če so rekli, da bom šel na paraolimpijske, zakaj ne bi šel? A sem pa seveda šel trenirati plavanje. Takrat sem pa tudi veliko imel možnost na treningih opazovati Saro Isakovič. Ona se je tam v Radovljici, se je pripravljala na olimpijske igre v Pekingu. Jaz sem se zelo lovil, jaz nisem tisto, da bi prišel 7. 8. leta naprej, da bi vrastel v plavanju. Jaz sem prišel in so mi postavili cilj, ti bo šel na paraolimpijske. In je bilo težko. Tisto plavati. Prvo tekmo, ko sem plaval na 200 kravelj, tam v Radovljici sem vodo požrl na 50 metrov, sem komi preživel do konca. Na prvo mednarodno tekmo, ko sem šel, ki te tudi v kategorijo dajo klasifikacija, da plavaš pod sebi podobnim. Me je en glavnih konkurentov oziroma najboljših takrat, Francoz David Smetanin, me je na 200 kravelj prehitel, mislim, da za skoraj minuto pa pol, nekaj takega. Jaz sem rekel, če taki plavajo, to ni šans, da bliz pridem. On je imel 2 roki, jaz pa tam z eno. In motivacija mi je zelo nihala. Bolj sem se na prve tekme vrstil velike, se pravi leta 2009, 2007 sem začel trenirati, 2009 sem se na evropsko 50-metrskih vrstil, ki je bilo v Reykjaviku na Islandiji, pa svetovno v kratkih bazenih, ki je bilo v Rio de Janeiro. Sem tam v finalih že plaval, ampak še zmeraj nisem pa verjel, da lahko pridem zraven, se pravi, da bi lahko medaljo osvojil, da bi lahko bil med boljšimi. Ker spet v 8, v finalu jih je bilo 6 z 2 rokama. Za motivacijo je bilo to zelo zahtevno, verjeti, da lahko to premagam. Pa leta 2010 sem šel pa na svetovno prvenstvo v dolgih bazenih, je bilo pa v Eindhovenu na Nizozemskem. Tam je pa plaval že en Mehičan, Sanchez Martinez, ki je pa Gustavo, ki je isti kot jaz, se pravi eno roko, brez obeh nog. In je 3 bronaste medalje dobil, vseh 3 disciplinah sem jaz plaval, 50, 100, 200 kravelj. Po njegov oče je prišel, ki je bil njegov trener do mene, pa je rekel, da je to probi malo izboljšati, tako plavaš, ti bi lahko bil tudi tako dober kot moj sin. Pa tudi Gustavo je rekel, zakaj jaz boljš ne plavam. Sem bil takrat ful počasnejši od njega. In res, videl, če on lahko z eno roko, in sem pa tudi se v Ljubljano preselil, kjer sem začel delati pod direktnim vodstvom doktorja Borota Štrumbla, ki je bil tudi profesor na faksu, pa imel na čez že prej Dejana Fabčiča, ki je plaval v Pekingu na paraolimpijskih. In smo malo bolj začeli delati s ciljem na paraolimpijskih igrah. Tako da pol naslednje leto že prvo medaljo dobil na
50 metrov delfin, sem bil drugi, srebrn, pa tudi mislim, sem pol že norme plaval za paraolimpijske, pa smo pa res maksimalno začeli trenirati, tako da sem šel pol v London na paraolimpijske. In trening, ko govoriva midva o treningu tukaj, a je bilo takrat pač v Sloveniji, a je bil kdo, ki je vedel, kakšna tehnika bo zate najboljša, pač kako si sploh vedel, kako plavati? A je bilo čisto po instinktu ali? Ja, to je bilo s trenerji, pa jaz smo zelo tako mogli malo iskati možnosti. Ja. Zdaj, tukaj pri športu invalidov je zelo pomemben, da trener je fleksibilen, se pravi, ni neka šablonska tehnika plavanja, je kakršna je, ampak če imaš ti eno roko, izvaljda ne moreš tega zaveslaja delati, kot ga dela nekdo, ki ima oporo v drugi roki, v nogah in tako naprej. Smo tukaj iskali neke opcije, Tudi Boroj pa je imel seveda ogromnega znanja, izkušen že tudi z drugimi plavalci, se pravi z Dejanom Fabčičem, sicer on je z 2 rokama plaval, ampak smo potem iskali to tehniko, kako delati, dajali so mi navodila, kako vleči zaveslaj in tam smo najdeli tisto udobno cono, ali kako se reče, da je bila učinkovitost, da sem se jaz dobro počutil, smo pol v tisto smer delali. Pa kaj pa rama, glede na to, da pač gre vse na praktično ramo, a si mogel tudi to kaj sanirati, jačati? Ja, z ramo sem imel celo kariero, hude težave, bolečine. Res pa je, da ene stvari nisem razumel in to je neka preventiva, se pravi, da kar nekaj let jaz sploh nisem delal ogrevanja pred treningi, so sam napolnil takoj bazen, tako ko je jači, da šele po parih letih sem jaz začel tako, da sem se mal mislim, da sem leta 2012 ali 2013 začel to delati, ko sem si natrgal mišico. In v bistvu sem si jo na odbojki natrgal, ampak je bila pa valjda preobremenjena. In potem so mi rekli, da pa moram začeti malo te vaje delati z elastiko. To pa me je najhujša muka, to tako, kva zdaj delam tle. Repeticije, brez kilaže. Zaznoriti. S tem, da jaz sem bil večino časa sama, se pravi, jaz nisem imel soplavalcev, ni bilo ekipe in to se tam počutiš na bodala, ki nekaj delaš. Tako da dejansko ta proces tega ogrevanja pa suhe vadbe sem začel res razumeti pol šele leta 2017, ko sem bil na Nizozemskem, ko sem z njihovo reprezentanco treniral eno sezono. Se priključil kaj lik zaradi tega ekipnega duha? To je. Jaz sem bil pol v Rio de Janeiro na paraolimpijskih, sem bil 2-krat 4. In se mi je porušil svet. In sem šel pa z velikim pričakovanjem po medalji. Zdaj, ki so olimpijske igre bile in odbojkari, rokometaši, kakšno razočaranje, ko veš, da 4 leta boš čakal na to priložnost, če bo sploh dobil spet. In meni se je takrat porušil svet, ker bil za 27 stotink sem zgrešil medaljo, s tem, da v zadnjem zaveslaju. Tako da pol eno sezono je bila moja realizacija treninga porazna, nisem mogel niti bazena videti. Tako žural sem ga, vse drugo raj počel kot pa plaval. Razmišljal sem o zaključku. Pa sem pa enkrat mi na pamet padal, pa sem šel do nizozemskega selektorja. Ko videl sem, da je naplavalka Kanadčanka z njimi trenirala. In Nizozemci bil tudi moj konkurent, so bila tam, in Michael Schoonmaker. Ni bil Schumacher, ampak Schoonmaker. In on tako, časovno so bila tako sekundo gor dol vidno, zelo blizu. Za sparing bi bilo to ful dobro. Sem rekel, kaj če bi jaz k vam prišel, pa jaz malo vašemu plavalcu pomagam, pa on mene. Rekel, jaz rabim ekipo. Rekel, daj, bomo poslali pogoje, pa res oni so meni poslali pogoje sodelovanja. Kaj pričakujejo od mene, če se k njim priključim, finančne pogoje. Sem pač res 1. novembra sem šel, 2017 sem se tja pelal in začel z njimi trenirati. In oni so imeli pač trening, ki je bil zjutraj popoldan, potem 3-krat še fitness vmes, pa vedno ob 7 se je skakalo vodo, ob 7 smo imeli zbor, dryland, se pravi suhi trening, pol ure, potem pa od 37 do 39 vodnih trening. In
takrat sem začel razumeti, da to raztezanje, elastike, valčki, da to je nujno. Da če hočeš biti vsaj tretji, bo treba še kaj drugega narediti, ne samo skočiti. Sem bil vmes že svetovni prvak, sem bil 2013, sem bil dvakrat svetovni prvak. Ja, to je fajn povedati, veš, iz tega dela. Samo umevno. Se to. Kako pa si takrat počutil? Kdaj je bilo to? 2013? Kje? Jaz sem bil, zapravo 2012 v Londonu na paraolimpijskih, je ta Mehičan bil tudi paraolimpijski prvak na 100 metrov pa 200 metrov krava. Mislim, še 2 druge medalje dobil, jaz sem bil pa 5, 2x5, enkrat 4, enkrat 6, nekaj takega. Tudi na 50 delfin sem svetovni rekord postavil, s tem, da sem plaval v kategoriji više, tako da nisem dobil medalje, sem bil 5. Na 200 metrov prosto sem bil 4, ampak glede na to, da nisem medalje pričakoval, sem bil razočaran, sem bil 4, ni mi bilo pa to, mi je bila motivacija za naprej. Pol pa sem 2013 šel na svetovno prvenstvo, s tem, da niti nisem hotel iti, ker se nisem zdel sam sebi dosti pripravljen. Takrat sem pa že čutil rezultatski pritisk, ker sem na 50 delfin sem imel svetovni rekord, v sezoni sem dobro plaval in tudi vedel sem, da se bom z enim Čehom boril za zlato medaljo. Ker je tisti moj perfekcionizem, da ne priplaval na plano, ker jaz sem rekel, zlata ali pa nič. Če bil drugi, bi bil poražen, zato ker je bil sam eden, ki je bil lahko boljši od mene takrat. In jaz tam nisem hotel niti na to svetovno prvenstvo iti, ker malo sem bil zaljubljen, pa je bilo v Kanadi, pa to ful dolgo biti tudi nove punce, to je težko. A res? Ja. Pa izgovor sem iskal v tem, da nisem dosti pripravljen. Moja glava je begala takrat, ampak na srečo so me prepričali, da so rekli, ti smo nekaj vložili, da zgin na avion. Kaj, trenerji? Ja, so rekli, nimaš glih prav glas, je tlele. Tako da sem še pred uno prvo tekmo, se pravi, tam prvič sem se z resnim jetlagom soočil, se pravi, da ko sem prvo disciplino imel 50 metrov prosto, 3-4 dneh, ko smo prišli v Kanado, nisem vedel, znam plavati, ne znam plavati. Meni se v glavi so se mi vsi scenariji začeli, jaz smo brez medalje ostali, to me vsi nascala. Pa pol na koncu, mi smo direktno finale, ker je bilo pač 8 pa 7 prijavljenih in pred tekmo na ogrevanju, jaz še tam lopatko metal okoli, da jaz ne grem na štart, da jaz ne bom zmagal, da je to brez veze, ne vem kva. Ker se je takrat Jana je bila trenerka zraven, je rekla, da reko, mir se, da je glavo fokusa. Res, ko sem šel na štart, sem bil miren, sem se nekako konsolidiral v misli, ko se to reče, in začnem plavati tistega delfina, skozi gledal na desno sem videl skozi tega Čeha, ki je bil skozi zraven, in sem ga v zadnjem zaveslaju prehitil. On je eno napako naredil, jaz sem pa mimo padel in sem zmagal, da se ti kamen od srca odvali. Pol naslednji dan sem imel 100 metrov prosto, ker sem rekel, če bom med 5, bo to super rezultat, na svetovnem prvenstvu. Me je ta Mehičan gostal, tekmo pride do mene, reče, Darko, včeraj si ti zmagal, ki delfin je tvoja disciplina, danes bom pa jaz, ki kravali pa 100, kravali pa moja. Sem tako malo heco rekel, se vam mi to bezeno zmenila, Pa si verjel, da boš ti zmagal, ali ti je bilo vseeno? Nisem pričakoval, jaz sem rekel, če bom res dober plaval, lahko mogoče medalje, ampak med 5 bo vrhunsko zame. Plavam, gledam tega Mehičana, na drugi strani sem bil zraven, sem rekel, jaz sem hiter, sem vedel, nisem imel občutka hitrosti in gledal, probam malo bolj, zadnjih 20 metrov, 15 metrov, še malo dodam, ga prehitim, pogledam gor, sem bil prvi. Wow. In sem v zadnjih 10 metrih prehitil njega, pa še enega Ukrajinca, tako v zadnjem zaveslaju sem padel na prvo mesto nota, Tako noro, res noro občutek in tako, prejšnji dan nisem bil toliko navdušen, sem bil ful vesel, pa to, ampak sem v neki discipline, 100 kraval je kot neka top disciplina, če si 100 kraval prvak. Najhitrejši. Ja, si cara, Jaz gledam gor, kar prvi sem še, nisem mogel verjeti, da je to možen.
Ko sem bil imel še en dan pozneje, 3 dni zapored, sem imel te 3 tekme, sem imel še 200 krajev, sem bil pa še drugi, sem bil še Wow. 3 medalje v 3 dneh na svetovnem. A s kakšno lekcijo Kleven zase potegnil? Ja, to v zadnjih letih ena stvar je mir, notranji mir. In to je še ena zgodba, ki se mi pa pol 2018 zgodila, ki jo tudi lahko povem. Dej. Da predvsem hvaležnost in notranji mir, se pravi, jaz sem se obremenil s konkurenco, se pravi s tem, da imajo oni 2 roki. So privilegirani, imajo božje. Tako kot zdaj vidimo, sodniki so dali drugim boljš, so sodili za druge. Ja. Ampak na koncu dneva si ti tisti, ki odločaš o rezultatu. 50 metrov moramo vsi preplavati. Če ima 1 milijon budžeta, jaz pa 30 jurjev, še oba dva mora 50 metrov preplavati. In ko sem šel na štart, sem nekako šel z nekim mirom, da sem rekel, ja, se tudi ta Smetanin pa drugi, oni so tudi trdo trenirali. Vsi smo trdo. Vesel bom, kar se bo zgodilo, se bo zgodilo. In takrat sem bil miren, sem vedno malo dobil medaljo ali pa dober rezultat odplaval. Kako zdaj poskrbiš za mir? A si tako kakšna orodja odkril? Na kakšen način se umiriš? V zadnjem obdobju mi to ne gre najboljš od roke. Ker mi res ogromnih stvari nabral, dela in vsega. Ampak ja, je pa nek odklop, da ne vem, ali se z avto peljem, ali muziko poslušam, čisto v tišini, ne vem, si kdaj napišem kakšen sestavek ali stvari. Dostikrat se moraš opomniti, recimo res, jaz mislim, da ena stvar je, da v tem zahodnem ali pa v tej, kjer smo, imamo res ogromen. Se to že vsi govorijo, da imamo presežno vsega. Ja. In pa smo nesrečni, Iščemo skozi, kaj bi še nekaj drugega imeli, pa sam sem tak. Se moraš na vsake toliko časa opomniti, da kolikrat, ne vem, jaz star sem 34, po življenju nisem bil lačen. Ko sem lani menjal kariero iz podjetniške, se pravi, ko sem šel startupa, pa sem se prijatelji denar sposojil, da sem lahko položnice plačal, pa ni bilo treba biti lačen. Se pravi, koliko sem privilegiran, da živim v nekem svetu, da kljub temu, da nimam nog, da lahko živim aktivno, normalno življenje, da mi tehnologija pri tem pomaga. Takrat se pol zavem, da dejansko tisto jamranje v glavo ali pa da mogoče malo spustiš kakšne cilje, pričakovanja in sprostiš pol misli. Malo zadihaš. Tako je. Ja. Zdaj, ko gledaš recimo vse te svoje dosežke pa medalje, ki so ti za las ušle, kako vse to vidiš? Pa povežeš nekako s tem zavedanjem hvaležnosti, ki si ga omenil. A so tudi to neke stvari, ki jih zdaj vidiš, da so bile dobre zate, da so te pač še en nivo višji porinile, ker tam bi se lahko predal, lahko bi nehal. Me malo zanima, zakaj nisi. Kaj si najdel, kaj si videl in kako zdaj to vidiš za nazaj? Ja, mene je vedno gnal, sploh ne znam povedati, kaj je, ampak dokler sem čutil energijo, da bom še delal, sem delal naprej. Isto v plavanju, če sem bil 4. Takrat sem rekel, meni se je svet podaril, ko sem bil v Riju 4. Meni se je zdel, to, da so drugi z 2 rokami, jaz sem to dal v spredje. Ja. Ampak na koncu sem vedel, da jaz mogoče nisem dosti naredil, da bi bil 3. Da z glavo nisem bil, se pravi, svojo psihološko pripravo nisem poskrbel, da fizično, jaz sem bil sposoben plavati rezultate, da bi v Riju 3 medalje dobil. Ampak pač glava mi ni zdržala, ker sem celo sezono se obadal s tem, da imajo drugi 2 roki, sem razmišljal o drugih namesto sebe, da nisem užival v procesu, to je tista najzaplotnik, pa pomembna je pot, ne cilj. In jaz sem samo cilj videl, jaz sem videl paraolimpijske, videl sem rezultat, ki ga moram plavati, ki sem si ga v glavi zadal, da je bo zadostoval za medaljo, pa sem ga relativno dobro zadev. In če jaz po treningu nisem šel v to smer, se pravi, sem čutil, da mogoče ne pelje do tega rezultata, se je meni podarila motivacija in sem pa zgubil po tako hiter teden, 2 treninga kvalitetnega. Če bi tisto konsistenco držal, jaz verjamem, da bi
Ampak to takrat se seveda tega nisem mogel priznati, ker Ja, takrat je ja. bila konkurenca kriva in vse drugo. Ja, dejansko si sebe videl kot žrtvo, ne? Tako je, to vlogo zavzameš, a ne, in ko sem videl, da mogoče obstaja možnost, da bi jaz tudi nekaj drugače delal, a ne, pa sem se pol tam z Nizozemci zmenil in šel k njim trenirati. Tudi pa njihove plavalke sem poznal, sem jih malo vprašal, ne, kako poteka sistem, kako so zadovoljni tam in so bili vsi ful navdušeni, kako trenerji delajo z njimi. In res sem se tja preselil, a ne, in šel na Nizozemsko, začel sem verjeti vase kot v plavalca, se pravi svojo identiteto postaviti kot plavalca, a ne, ker prej nekako nisem mogel, ker sem bil sam na treningih in pol drugo okolje, drugo, a ne, skozi menjal to okolje. Niti konkurence nimaš, a ne? Ja, doma ni, ja, in imaš samo, ne moreš se z nekomer primerjati. Ja. In ko sem bil tam, a ne, je bilo zelo težko, a ne, to je bilo zame prvo priti v neko okolje, kjer nobenega nisem poznal, tako res dobro, a ne, se pravi, Nizozemci so malo hladni, a ne, in jaz sem prve 2 meseca je bilo zame, mesec pa pol še več je bilo tako res brutalno, jaz pregoreval sem, tako mut mi je nihal na polno in pa enkrat sem se nekaj kregal s trenerjem, a ne, sem ugovarjal, me je vam poslal tako kot cucka, ne vem, če me je v življenju tako nadaril, tako res, get the fuck out of the pool, motherfucker, ko me je res vse po spisku mi je poslal nekam, a ne, rekel, da me noče več videti. Pa me pa čez 2 dni me suspendiral z treninga, za 3 dni, koliko je bil, ne, je bil četrtek, petek, soboto nisem smel na trening, ponedeljek smo imeli sestank, on, glavni trener, pomočnik trener, je pa jaz, Nizozemca, a ne. Ja. Rekel, Darko, ti si super plavalec, talentiran, vse imaš vse. Rekel, s takim odnosom do treningov v moji ekipi ne moreš delati. Ker pri nas sem lahko karkoli počel, ne, pač, če sem pizdil na treningu, je bilo pač okej. Se nobenega nisem motil pri tem. Ja. Trener pač se preč obrnil, pa je šel. Ja. Tam sem pa ekipo, ne moč zbijal celi ekipi. Če trenerju sem avtoriteto rušil, a ne, in pa ne zavedno, ne namerno, karkoli, ne, ampak nisem vedel, da to ni prav, ne, tako sem bil navajen delati. Pa mi pol par točk postavil, ne, rekel, ne, če ti jaz dam 20krat 100 zaplavati, ti to z nasmehom sprejmeš. Ne, če mi ne paše. Ne, rekel, probaj. 3 tedne, tako under supervision, a ne, tako, da so mi dali pokojnega, a ne. Je rekel, 3 tedne ti dam časa, tele točke moč izboljšati pri sebi v svojem odnosu do treninga, pa do mene kot trenerja, a ne, se pravi, do stvari, ki ti jih govorim. Ja. Je rekel, pol bomo imeli sestank in bomo se odločili na nadaljnje sodelovanje. Rekel, tu, če se ne odločimo za sodelovanje, to ne pomeni, da si ti karkoli slab, ampak samo ta kontekst naš ne paše še. Ja. Sem res to dvignil, a ne, paziti sem začel, da res ta z nasmehom sprejmeš, a ne. Dejansko, koliko se ti moč spremeni. Tu, če na začetku s prisilo to delaš, kar naenkrat začneš drugače gledati na trening, a ne. Tudi, ko ti je težko, drugače gledaš na to, a ne. Jaz sem pač skozi jezo to delal, a ne, pa sem pa nehal. 3 tedne, so to tiste, ne, ki menjaš, a ne, kako že, habit, a ne, navado, a ne, nekje 3 tedne rabaš, da jo ponotraniš. Trenerji, ki so sposobni, sploh ne vem, jaz tudi če sebe gledam, pa gledam zdaj svoje trenerje, ki so to govoril, sem se tudi spomnil na svoje, ne. Dejansko največji impact so imeli oni, ki so pač disciplino ti ubili v glavo, disciplino iz vidika nekaj jamrata, ne. Tukaj nisi zato, da v bistvu se ti dal vedeti, zakaj si res kle, a ne. A si kle zato, ker ti ne paše, ali pač vidiš, da nekaj lahko iz tega narediš. Ker vsak bo prišel v momente v lifeu, pa ne samo v športu, drugje, ko boš pač down, ne. Ampak si sposoben takrat najdeti nekaj, pa reči, vsem bom to naredil, tudi če se tako počutim, ker mi je to bolj pomembno od tega, da zdaj le moj zmaga, ne. Ker mi bo itak hotel pobegati, sploh karata težko, a ne. Ja. In ti si imel zelo težko situacijo. Ampak po mojem si imel preveč za zgubiti, da se ne bi spremenil, a ne. In tukaj ti je zelo dobro postavil pač ultimat. In to deluje. Očitno je pri tebi to dobro delovalo. Ja, pri meni je odlično. Zame je bil to oseben poraz, če bi mogel jaz od tam iti, ker sem bil celo vojno, da sem sploh lahko tja šel.
ker so mi tukaj v Sloveniji nasprotovali, da bi tja šel. Pa sem jaz pač šel na nož, da sem lahko sploh šel z njimi trenirati, ker sem dokazoval svoj prav. In če bi jaz tukaj poraz, ne bi drugi imeli prav, da jaz nisem ureden tega. Tega nisem mogel dopustiti, ko si rekel, jaz sem imel preveč za zgubiti. Ja. In spet bi se kle lahko boril za svoj prav, pa se nisi. Zakaj se kle nisi? Zato, ker sem vedel, da ima on prav. Ker mislim, da nikoli nisem bil pa tak, da ne bi znal priznati svoje napake. Je to težko, valjda, ampak če vidim, da ima kdo prav, pa da jaz nimam, go for it, mislim. In tudi videl sem, da on ni proti mene, da on mi je te pogoje ultimate postavil zato, ker mi želi pomagati, ker želi z mene kot športnika potegniti tisto več, kar mogoče tukaj v Sloveniji niso. Ja. Vsi te trenerji, Tim Grover, recimo, veš, od Jordana pa Kobija je bil on trener ta. Na začetku mislim, da je bil pač prvi trener, pa bolj psihološki, To je bila tudi njegova mentaliteta, be the hardest worker in the room, Ja. Torej, pač od tebe je odvisen, koliko boš dober in to je dal folku vedeti, in te ljudje so pač sprejeli to. Ja. Če bi tebe zdaj vprašal, recimo, iz tvoje izkušnje v športu, kaj bi neki tazga bilo, kar bi vsakemu športniku, amaterskemu, profesionalnemu, lahko iz svoje izkušnje rekel, da si naredil prav, oziroma da se splača narediti. Kaj je bila neka taka lekcija? Ta vztrajnost, da sem ob porazih vedno takoj začel iskati, kaj lahko boljš naredim. Se pravi, da kljub temu, da sem recimo tudi konkurenco krivil, pa sem pa želel spremeniti okolje ali pa nekaj, da tam lahko boljš naredim. Pa ta trust the process, se pravi to, da vsej v teh bazičnih športih je to najbolj, ko plavanje, tiste kilometre plavaš, si misliš, kaj je delam tlele, Ja, da mi hitri rezultat. Ja, ampak hitrih rezultatov ni. In to prav je to, jaz sem zelo hitro prišel do visokega nivoja, plavalci leta delajo, da pridejo do olimpijskih, meni je to v 5 letih uspelo, ampak res ni tistih čez noč rezultatov. Biti malo potrpežljiv tudi pa trenirati. Predvsem pa tudi to bolj zaupati ljudem okoli sebe, se pravi, da ekipo okoli sebe postaviš tako, ki lahko zaupaš. Nisem razumel, da trener meni dostikrat hoče dobro, pa sem jaz mislil, da več vem, tukaj bi danes sigurno to spremenil. Če bi šla malo globlje v zaupanje noter, kaj ti pomeni zaupanje? Kaj praviš, da okoli sebe ekipo postavi, ki ti zaupa, oziroma kaj ji zaupaš? Na kakšen način bi ti zaupanje meni opisal? Sem zelo težave z zaupanjem imel vedno. Verjetno tudi malo izhaja iz tega, da nisem imel stika z mamo v prvih najbolj tistih obdobjih in da se je okoli mene veliko ljudi zamenjalo v prvih 2 letih. Recimo mami pač v Podbrezjah tudi pol povedala, da kar nekaj časa, ko sem prišel v Podbrezje, jaz nisem jokal, nisem imel sposobnosti te. Res? Jaz sem imel 2 čustvi, veselje ali pa jezo. Pač to nezaupanje, se pravi okoli ljudi. Zelo hitro sem koga videl za sovražnika, tako imel sem zelo to labilno odnos do ljudi okoli sebe. In zaupanje je bilo zame, to je nekaj najtežjega. Zato mogoče sem tudi dostikrat, ne da je zdaj to izgovor, karkoli, da nisem razumel ljudi okoli sebe, da sem mislil, da oni zase delajo, ali da niso meni naklonjeni. In če bi to zaupanje uspel vzpostaviti, bi verjetno tudi imel mogoče paraolimpijsko medaljo danes. Tako sem pa mogoče neko svojo borbo bil, ki jo nisem razumel, ampak to je to zaupanje, pa sem se šele v zadnjih letih začel s tem ukvarjati. Ja, kako pa si se naučil bolj zaupati, kaj si pri sebi spremenil, da zdaj, tako kot si rekel, da si se s tem začel ukvarjati? Kaj delaš drugače? Kako vidiš situacijo drugačno? Vsem je veliko ljudi, ki so bili okoli mene, pa tudi ko nisem bil najboljši, ali pa so ostali ob mene, da sem začel razumeti, da me imajo radi ali pa cenijo ali pa spoštujejo tako, kot sem, ne kot Darkota plavalca pa zmagovalca, ampak samo kot Darkota. Se pravi, da ne rabim biti neka najboljša verzija, da sem nekomu lahko všeč.
In šele skozi to sem spoznal, da ne rabim se vedno dokazovati, da bom najboljši. In pol, ko vidiš to, predvsem pa to, da daš ljudem priložnost, prvič, ko mogoče pričakovanja, to, kako se bo nekdo do tebe obnašal in ko se ne obnaša tako do tebe, kot pričakuješ. In ni takoj sovražnik, ampak pač okej, mogoče sem jaz narobe skomuniciral moja pričakovanja, mogoče sem jaz narobe razumel, kaj mi on govori, in pol na končele. Tako, je pa to, jaz mislim, da je to kar notranja borba, kar se zaupanja tiče. Posebej, ko si z veliko ljudmi obkrožen, veliko ljudi spoznaš v življenju, da je to zaupanje, predvsem najde tiste ljudi, ki so res iskreni, zelo tako. Tako. Ja, mislim, da se začne že pri nas samih, se pravi, pri tebi se je začelo, da si ti bil iskren. Ne samo do drugih, tudi do sebe. Ker na koncu dneva vso to ogroženost, ki si jo ti čutil, to so bile tvoje zgodbice, da si oni to tako mislili. Vse ne veš, ali bo res. Yeah. Ampak nekako si očitno rabo postavljati nek zid, da ne bi mogoče, da ne bi bil ranljiv v nekih situacijah ali pa karkoli tazga. Se to po moje, da smo vsi delali. Do neke mere, če ne drugje v najstniških letih, ker se konstantno mal boriš za pozornost, pa boriš za svoj prav, pa tako konstantno si v nekem fight or flightu. Pa, ki se malo umiriš, pa začneš videti, ok, v redu, sej ni tako težko oceniti človeka, če zares pač prisluhneš, pa da imaš par se razčiščene zadeve. Ne, da ti pričakuješ od drugih, a veš, da bojo pošteni do tebe, ti pa nisi pošten, ti imaš pa slabe namene od zadja, ali pa se zase sam brigaš. Tako da po moje, da ne vem, kako ti to vidiš, ampak na sebi si mogel nekaj narediti, da si začel pač tudi drugim zaupati. Pa me mogoče zanima zdaj, ko sem to vprašanje vrgel na mizo, kaj ti pade na pamet, kaj je nekaj, kar si ti, kako si ti sebe začel drugače gledati, oziroma kaj si ti pri sebi naredil? Predvsem to, da mene ful pomagala ena stvar, to je tečaj impro igre. Impro, ja. In jaz sem 3 leta nazaj šel na tečaj, pa čisto iz heca, da bi malo svoje komunikacijske veščine izboljšal, nastop na odru. In v impro se ful spoznaš, ker kako reagiraš v situacijah, in kakšen si v prostoru, v prizoru. Ampak to, kar mi da zdaj delava, je prizor, ker povsod je prizor. Ja. Jaz sem zelo hitro videl, da znam biti zelo agresiven, se pravi zelo iti v spredje, da znam recimo svojo zgodbo govoriti, ne pa poslušati druge. In skozi to sem začel razumeti mogoče, zakaj te kdaj to na pivo ne povapa, ali pa tako. Sem skozi to začel videti, kje je moj tist mogoče možnost izboljšave, ali pa da mogoče kdaj se potegnem nazaj in ne rečem česa, kar mislim, da ne odreagiram tako kot na prvo žogo. Improvizacija je pač reagiranje na prvo žogo, in tam vidiš, kaj ti vidiš v drugem. Zanimiv. S to improvizacijo, kaj je bil tvoj namen, da si šel tja, ok, nekaj izboljšati svoje govorne sposobnosti, sposobnosti nastopanja itd. Sam misliš, da je bil v resnici namen to, da si nekaj vse podkril? Jaz sem tako vedno hotel, itak te motivacijske imam že kar nekaj časa, pa ta storytelling sem hotel malo izboljšati, malo razumeti, kako komunicirati s publiko. Ampak tako komedi oziroma ta stand-up, tudi vse te stvari so me ful zanimale, itak humor, pa to mi je bil vedno blizu. Ja. In pa tudi družinski prijatelj, ki je vid sodnik, ki smo se že z mladosti poznali, pa so enkrat delala en intervju, ki ga je on vodil, so se pol na pivu pogovarjala, pa je rekel, ja, mi imamo tečaje, pa sem rekel, jaz to prišel pogledati, Rekel, prid, to ti bo ful zanimivo, Sem rekel, kaj pa je to, kaj točno delaš? Rekel, prid, pa boš videl. In pol, ko smo začeli skozi to, in meni je bil nek tak pobeg skozi tiste krute realnosti, takrat sem še startup smo postavljali in tam je skozi številke, bla, in pa vse optimizacije, in kaj. Mene pa skozi mi je tako že tisto, jaz nočem vse tako skozi strogo logično gledati. Ja. Jaz ne maram logičnega sveta,
Improvizacija mi je bilo pa top, ker smo imeli ne, te tečaje in tam sem bil lahko jaz, ne, se pravi, lahko sem butaste fore govoril, lahko sem bizarne situacije iskal, lahko sem nekoga njegove besede prikriznil 3-krat, da sem smešen joke iz tega naredil. Ja. To mi je bilo dobro. In pol, ko sem videl, ko imaš prizora, pa ko ti nekdo nekaj reče in ti vidiš, kako reagiraš na to. In pa ti si sicer tam lik, ampak še zmeraj, če nisi ti naučen igralec, zelo težko si čist lik, še vedno veliko sebe noter daš. In pol, ko vidiš, kot en neki napade ali pa nekaj proti tebi, pa ki te v nelagoden položaj ali pa kdaj se dobro počutiš, kot sem prej rekel, kdaj, da sem ugotovil, mi tudi pač pol, inštruktora oziroma mentor upozoril, da počak, da ne ga priglasiti, če on začne zgodbo, ne ti čez njega iti, ti ga ubiješ, ti njemu samo zavesto nič s tem, pa sem začel dojemati, kje je mogoče tudi ta agresija verjetno boja za preživetje, če kot, ko se je milijon ljudi zamenjalo okoli mene, valjda, jaz sem mogel najti pozornost, da so se z mano ukvarjali. Je slišal. Ja, da sem tulil, in na koncu pa ugotoviš, da tega sploh ne rabiš. Ja, 5 bi začel, Ja, mislim. Te vsi poslušali. Ja, rečem, sem pod tušem pil, je še voda rihala teč. A si kdaj imel kakšen stand-up? Ja, 2-krat celo. A res? Obakrat sem ga improviziral, ja. Celega? Ja. In kako je bilo? Tebi je bilo dobro. Ma ne, meni je bilo šiti, ker se mi publika je bila ful odzivna, no. Ja. Sicer ne parkrat sem rešil predaleč, tako. Daj mi eno, prosim, daj mi eno stres, da vidim, kaj je to predaleč. Tuf! Evo, dajmo, dva lahko dam primera. Prvo je, en rekel, da reži, da je to krdo sekso, da bi si roko odgriznil, ok, sama, tako jaz kjero pa stoja ženo, Ja, to je bil eden izmed teh jokov. Druge pa, ki je v bistvu, to je pa v bistvu malo tako tudi na podlagi resnične izkušnje, ki mi je dosti kdo rekel, da če bi bil na mojem mestu, bi samomor naredil. Pa jaz, ok, en prije do mene reče, če bi jaz na tvojem mestu, bi samomor naredil, Sem rekel, se ne rabaš izgovorov, ne rabaš biti na mojem mestu, Tako da tukaj imam zdaj edin numeričen podatek, da moji motivacijski nastopi res delujejo. Vse to, pa imaš pa zraven še motivacijske nastope, pa zraven še stand-up. Ampak ne, se je lahko malo loče, tudi v motivational, kakšno joke point, sicer ne toliko daleč, ampak ker določene situacije v življenju so res bizarne. Ja. In to, da ne vem, in pa skozi to, tudi malo ti olajša, humor ti malo olajša. Namesto, da se jeziš na neko situacijo, si pač skozi humoren način pogledaš. Ja, humor kar cel ranen. Mislim, resnica jih odpre, ne to, da se zavedaš realnosti, da jo sprejmeš, humor pa kar zna poceliti. Tako da jaz imam rad ljudi, ki imajo dober smisel za humor. Tenga prijatelja imam, ki ima take interne fore, ki so sam nama smešne. Ja. In je to nekaj najlepšega, se tudi ti imaš ziher kakšnega tazga, ki pač sam pokaš ob tistem peru ali pa, ne vem, se družiš sam iz tega. Ja. Kaj pa motivacija? To ti tudi vleče tja, Mislim, imaš kakšne nastope? Ja. Se nazadnje, ki sta za Žbetom snemala dokumentarc z Darko, si govoril v osnovni šoli, Ja, tam sem bil v Domžalah. Ja. Že od leta 2012, recimo 2011, imam tam nekje od 5 do 10 sem jih imel na leto, kakšne firme, dogodke, karkoli. Letos sem pa tudi malo bolj objavil to na LinkedInu, da se v to bolj športni management podaja, pa motivational, pa sem jih do zdaj, mislim, da je 30, 25 nekaj tega. Ja.
zdi, da je tudi kar nekaj povpraševanja, potem pa tudi iščejo, ne, tudi učitelji, starši za mlade, kako bi jih navdušili malo bolj nad aktivnostjo. Podjetja iščejo za svoje zaposlene zanimive vsebine. In kaj ti misliš, da jih navduši? Kaj bi navdušili, kaj si rekel, ne? Kaj bi mlade navdušili? Kaj misliš, da bi mogli mladim vsi deliti, govoriti, da bi bili bolj navdušeni nad tem? Vse mislim, da mladi morajo razumeti, da niso edini, ki so skozi to situacijo šli, kot grejo oni, a ne, se pravi, mi smo se vsi s temi vprašanji soočali, kot se oni, mogoče malo v drugačni obliki, ampak vsi smo imeli težave s samopodobo, pa vsaka od nas je kakšna punca zavrnila, ne vem, a ne, in ko nekdo vidi, da ni sam na svetu s tem problemom, s to težavo, ker pol mislim, da tudi njim je lažje, a ne. Mene so recimo zadnjič, ko so za Žbetom snemala, Ja. To je bilo tudi eno naključje, ne, ko mi je on pisal, da za ta dokumentarc, rekel, dajva se dobita, ne, pa nisem imel tisti teden še časa, sem rekel, da se v ponedeljek na eni kavi dobita, ne. In res me je pol vprašal, ja, imaš kaj zanimivega naslednjih dneh, da bi šla posneta v tvojem življenju, pa tako, no, in jutri imam eno šolo, a ne. Tako v 5 minutah so se vse zmenile. Evo ti naključje. In tudi ta šola, da vem, že tista energija, ki sem jo takoj doživel, ko sem tja prišel, ravnateljce, učiteljce, kako so bile, ja, tudi neka entuzijazem, ki sem ga videl, kako si želijo nekaj dobrega za svoje učence narediti. In pol učenci, kako so bili odzivni, poslušali, pol sprašvali neka smiselna vprašanja, ne vem. To je, ne vem, koliko so 11-12 let stari v 5. razredu, te vpraša, ali lahko iz težke situacije potegneš nekaj lepega. Ne? Wow. In kaj si odgovoril? Ja. Mislim, ja, ne. Ampak jaz mislim, da otroci ali pa mladi, oni imajo ta bullshit detektor, imajo nacentrirano nulo, ne, in ne moreš jih pretentati. In ja, tista zgodba, ki sem ti prej rekel, da je lahko, ne, ena plavalna, ne. Tam šel tlek, sem treniral na Nizozemskem in sem šel na Evropsko prvenstvo, 2018 je bilo tam v Dublinu in jaz sem šel s pričakovanjem 3 medalj, ne, ker sem bil dobro pripravljen. Kaj se mi prvi dan zgodil? Videl sem enega plavalca, ki mi je porušil vse načrte, ne. Se pravi, se je pojavil nek Izraelc, ki je plaval in rezultat sem videl, da ga jaz ne morem doseči, ne. Meni se je una zgodba v glavi, v medalji se mi je porušila. In ko sem prvo disciplino sem imel 100 metrov prosto in sem drugih 50 metrov sem pač plaš nazaj, sem na desni imel tega Francoza, ne. In sem videl, da mi malo haja naprej in meni začel tako, ne vem, ko se to reče, cmok v grlu, ne, se pravi, težko sem dihal, vročino čutil, nisem mogel, jaz sem v bistvu sred bazena požrl vodo, kot da bi bil tam na specialni olimpijadi, res sem se utopil. Bil sem 5, da prav na začetku kariere, takrat bi podpisal za 5. mesto. Jaz sem zgubil živce, ne, sem šel z bazena, sem tam na drugem razplavalnem bazenu, sem tako potlihtal, ko pa se dobro, fuck, ne, pa zgubil sem tako palco, to, kaj hodim, se mi na pol prelomil, in tako res nisem več imel nobene samokontrole, ker jaz sem vse v tisto sezono, vse lastne sredstva, energijo, vse sem vložil, pa sem jih porušil. Pa jaz sem se zavedal, da sem jaz sebe premagal, ne? Da mi ni on premagal, ampak sem jaz sebe premagal. In sem se pustil sprovocirati. Čeprav me ni on provociral, jaz sem pustil to, da sem šel z njim tekmovati, ne. Ja. In pol drug dan sem imel že 50 kravel, ne. Plavim pač tako, da nimaš glih časa, ne, delati enoletnih refleksij, pa kako bo se izboljšal, ampak moraš naslednji dan iti nazaj na štart in to je to. In sem pisal trenerju, ki je bil v Sloveniji, sem rekel, jaz ne grem več, jaz sem zaključil kariero, jaz imam dosti vsega, ne. Rekel, ja, bla, pomir se. In ko sem pač zjutraj sem imel pač polfinale in sem z 6. rezultatom uvrstil v finale. Potem vmes je nekaj 4-5 ur časa, grem v hotel, pojem, grem počivati in si dam čist neke delta valove sem si dal na slušalke. In sem prvič, pa mislim, da edinkrat v življenju, da sem
padel v nek trans ali pa tako. To ne bi rekel zdaj, če ne bi res verjel. Tako, gledal sem samega sebe, tako iz ptiče perspektive, kako po morju plavam. Tako v neko morje je bilo, čufotam tam. In vsi lepi spomini so mi šli čez glavo, tako, zakaj sem lahko hvaležen v življenju ali pa zakaj sem danes tukaj, ne. Tega nisem planiral, nisem nič, jaz sem si dal musko, da bi zaspal, ne. To mislim, da je traja 15 minut, več ne, sem se zbudil, v meni, jaz sem bil na posli, una teža, ki jo čutiš, nekaj brez nobene zavore, nimaš v mišicah, nič, sproščen, nobene jeze, nič. Sem treneril temu Gregu, ki je bil z mano, takrat tam so pol tudi kasneje startup imela, sem mu dal telefon, sem rekel, do konc tekme nočem več telefona videti. No, jaz sem bil vedno tako skozi telefona, ne. Ja, ni me to motilo, jaz sem lahko, če je to s prijatelji pred štartom, pa sem se pol fokusiral na tekmo, ampak rekel, nočem zdaj telefona. Pridem na bazen, pa me vsi tam gledajo tako, okej, to je unloko, včeraj se mu izmešal. Tako da, tam od zadaj vidiš te zgodbe, ko eni jokajo, ko preklinjajo, se veselijo. Vidiš te čustvene izlive, ampak jaz sem kar malo pretiraval takrat. Ampak vsi tako ga, Dare, kaj je bilo včeraj? Pa jaz tako, nasmehom sem rekel, pač zgubil sem živce, nisem se sekiral. Ko sem šel na štart, šel z nasmeškom gor, tako, sem rekel, odplaval sem, jaz sem dobro sezono treniral, ne moram nič več narediti, da maksimalno odplavam. Sem šel na štart, sem pa na desno spet imel, jaz na desno vedno dihal, enega tega Čeha, ki je bil tako vedno isto hiter, kot je na 50 kravelj, in vedno, ko sem vdihnil, sem zamižal. Da ga nisi videl. Da ga nisem videl. In z istim časom so prišla v cilj in so oba dva zmagala. Zakaj si to delal? Zato, ker sem vedel, da sem pripravljen, da fizično sem dober, ampak da če bom šel gledat drugega, da bom spet zmrznil, se pravi, bom blokado faso. In to sem vedel. Večkrat si mi startup tudi omenil. Tako je. Kdaj si, daj mi malo ta poslovnega Darkota zdaj sva šla čez plavalca. Kaj pa posloven? Posloven Darko se še mora malo izboljšati. A plavalc je good? Plavalc je naredil, kar je. Ja, takoj, ko sem zaključil kariero, se pravi, to je bilo 2020, po covidu, me je Grega Nachtigal povabil, on je bil fizioterapeut, tudi sva delala tekom kariere. Me je poklical, da bi imel poslovno idejo predstavo, pa jaz tako, upam, da ni Bihip ali pa kakšen Herbalife. Ja, malo dno. Ja, čisto 300 evrov, pa te boš obogatil. Pa prijatelje prepem. Tako, ampak sem ga poznal, sem vedel, da verjetno mi ne bi kakšnega boljšita prodajal. In mi rekel, Darko, jaz imam eno željo nekaj narediti, eno firmo, vidim, da zdaj si freja, a bi malo pomagal. Sem rekel, ja ne vem, daj. Rekel, daj ti dam 3 dni časa, malo prispimal, ste se malo pogovorila, kaj bi on delal, pa sem mu zvečer napisal, grem zraven, Nisem niti razmišljal. Pa sva začela pač to razvijati, poslovno idejo, digitalne rešitve v fizioterapiji. Mi je pa to, potem sem res videl, da sem jaz mogoče drugače razmišljal kot one, mogoče tudi ni bilo ali z moje z obojih strani neke fleksibilnosti, da bi druge stvari so me začele zanimati, v športu sem še vedno malo pomagal, preveč mi je bilo tako šablonsko vse skupaj v startupu, se pravi, skozi samo neka optimizacija, cifre, denar, gor, dol, uspeh, to merjenje dolžine, mislim, to je bilo meni tako, nisem se počutil, I like this, tako, da sem passionate about this. Ja. Me pol enkrat me je tako ful zadel, ko sem gledal film, ko je že bil Good Morning Vietnam.
pač najbolj šiti vojaka, nesposoben, ampak on je tam zjutraj s parimi besedami ljudi in polepšal dan. Jaz sem rekel, kaj če pa to mogoče moj namen, kaj če neki drug, ne rabim biti tam direktor, pa sej to, sem se v ponedeljek zjutraj na sestanke furo, pa sem vedel, da mogo pol ekipo tam, ste dosegali KPI, pa ne vem kaj, ki mi je bilo vse tako, kjer boljši, Pa ideja je bila dobra vse, ampak jaz se nisem počutil zraven. Ja. In sem pač rekel, zdaj grem ven, Pa sem potem šel nazaj v šport kot team manager, v odbojki, sedeči v odbojki, pa s temi motivacijskimi, tako da. Si pol pustil ta startup za sabo. Čist ali si še kaj povezan v poslovnem svetu? Si kakšnega drugega štartu, kakšen drug projekt začel, nič? Pa ne, zdaj zaenkrat je bil moj cilj bolj ta survival mode, da si lepo zagotovim neko udobno življenje. Pozoren sem se, kaj se dogaja okoli, ampak zaenkrat se mi zdi, da nisem pripravljen vlagati v neki, da nimam tudi take ideje, v katero bi res verjel, da bi sposoben bil čez to iti. Česa si pa želiš? Notranjega miru. Pa ni sarkazem. Pet malo globi. Ja, dostikrat vidim, kako v nekih situacijah še vedno burno reagiram, kako sem, da dostikrat mogoče je tisti moj del zasebnega življenja, pa službenega ni nekega ravnovesja, da je ful več tega, kar delam, da premalo zase poskrbim in da se želim najti neko strast spet v življenju, da bom tako, nimam težav zjutraj vstati karkoli, ampak da bom z nekim užitkom zjutraj vstal, šel v dan in se boril za nekaj. Pa se ti že kaj svita, kaj bi to lahko bilo? Kam te vleče? Zdaj v športu se dobro počutim, je zanimiva doživetja. Prisostvoval sem temu, kako so punce se v sedeči odbojki vrstile na paraolimpijske igre. Bravo. Ko so v bistvu v zadnjem setu, 5. setu proti Irankam zaostajale, 8-2 ali 3, pa so na koncu dobile 5. set in zmagale. Wow. Tako ta čustva nabita v zadnje, res eno doživetje. Tako da to je sigurno en del tega, da želim neko okolje razvijati, kjer lahko ljudje svoje potencijale razvijajo. Pa ne vem, zelo še to romantično slišim, ampak se mi zdi, da tudi neko svojo izkušnjo pa zgledam, kar je meni uspel. Ena stvar, da veliko ljudi vame verjel, veliko pa ni verjel. Tudi starša, ko sta šla čez določene borbe, da sta meni omogočila, in tudi to, da sta neke birokrate prepričala, da lahko gremo v normalno, redno šolo. To, ker tam oni so na enem papirju videli, da je to ni mogoče. Ja. Ta boj s temi birokrati, to je pa meni peše. Premikati meje mogočega. Isto, ko sem se učil voziti, mislim avto, sem najprej z joystickom vozil, potem so mi pa v Ameriki pokazali, da lahko s protezam vozim, pa so v Sloveniji rekli, da ni mogoče, da pravilniki pa regulative tega ne dovolijo. Se pravi, da bi imel avto, ki... Avtomatik, brez predelave. Ja. Pa so rekel, boste pač spremenili to, Pa so rekli, ne. Pa so rekel, boste, Pa sem po eno leto to dosegel. Res? Ja, ker sem jim dokazal, na simulatorju sem dokazal, da lahko imam dobre reakcijske čase, pa da je cenejše zame, pa za državo, se pravi, da mi ne rab kupiti neke predelave in da sem bolj fleksibilen. Recimo zdaj jesen, septembra potujemo v Ameriko, avto lahko rentam in se tam okoli vozim, ko normalno ne rabim nikogar, da s mano hod, sem samostojen. Z eno roko? Z eno roko, avtomatik. Vsaka čast. A v Ameriki je pa regulacijsko že dovoljeno, mislim, bilo pred Slovenijo ali kako? Ja, Američani imajo malo bolj, tam je, dokler se nič ne naredi v redu. Ja. Pol pa dokazuj. Ja, točno. Kar je meni, tudi nekaj izkušnja je to, da velikokrat vse, ko si drugačen ali pa v mojem primeru invalidnost, ki te nekateri ocenjujejo po nečem, kar vidijo na prvo žogo.
in ne dajo priložnosti, pač reče, tako pač je. Ne. Jaz pa to, daj priložnost, ne. Da nekdo dokaže nekaj. In tudi parašport, koliko športnikov invalidov je uspešnih, pa, ne vem, pa jim nekdo ne bi dal priložnosti. Ne. Koliko mladih se s tem sooča, ko jim nekdo reče nekaj. Ne. Ja, da ne moraš. Ampak tudi tebi so to govorili, kako si ti lahko. A veš, ena volja mora biti od zadnje, nekaj si mogel verjeti, ne? Ja, jaz mislim, ful težko rečem karkoli, da bi res vedel, ne. Ampak neki nad je bil v mene, ne. Tisto, ko mi je nekdo rekel, da nekaj ne moram, jaz pač mogel nasprotno dokazati. Ali pa sebi dokazati, da ima prav, ne? Ne, bolj nasproti njemu. Jaz, če meni nekdo neke omejitve postavil, Ja. pač meni že to dosti na živce, ne, na živce, da moram dalj časa zjutraj porabiti, da se pripravim, da gremo dana, ne, to je pač en daljši proces, ne, več energije me pobere in zdaj, da mi bo še en srednjeva govoril, ko jaz ne morem, pa lahko si mislim, da je fuck off. Da sem do sem prišel, sem več energije porabil, kot ti, ne, zdaj mi pa še pa me to, kaj jaz zmorem, pa ne. Te je to velikrat razpisno. To je bil moj ono. Ne. Sem kaj nezavedno, ne, se človek noče nič hudega s tem, kaj ti to reče. Ja, ampak to enkrat, dvakrat preživiš, ne, ko se to sooča s tem skozi daljše obdobje, probaš ali preslišati, ali iti naprej, a ne, pa tudi jaz kot posameznik, jaz nimam vedno dneva, ko sem lahko vedno zbran, vedno refleksiram vsako izjavo, vedno sprejmem nekoga, da to ni slab namen. Enkrat gospa v trgovini mi je na veliko hotela pomagati košaro držati. Ne. Jaz sem imel še kratke hlače, ste videli, da imam proteze, pa ena roka, pa jaz na košaro držim, pa čakam na blagajno in ona meni kašen sonček, sem pa bla bla. Sem rekel, ja, to samo zaradi vas, ker tako sijete, se vam oči svetijo. Ne. Sem se še malo hecal, ona pa kar težila, da mi hoče tisto košaro vzeti, pa da bo ona to meni držala. Sem rekel, se lahko sama, ne. Ona, ne, bom jaz prijela, pa jaz pisal. No, ker ti že, ne, bi vrgel košaro v glavo, res, tako, ti tok na živc topa, ne, in kar pa te ni hotela nehati. Blagajničarka je zavijala z očmi, vsi so tam kar malo hteli, da sem jaz čim prej prišel na vrsto. Na koncu po mojem drugič v življenju, da sem tekel ven iz trgovine, da me ne pojila več. Ampak in ne moreš vedno biti zbrana, ne, ko pač pa bi rad razumel to, da ni zelo namerno, ampak kdaj pač pride do trenutka, ko... Ja, avtomatsko te je delala drugačenega. Tako je. Zdaj bo ona te pomagala, ker si drugačen, ti pa verjetno nočeš tega več poslušati, ne, smeti tega dosti. Ja, ker ljudje določamo drugačnost, ne, na podlagi nekih šablona, ko se to reče. Ja. Kaj je, ne, in kaj je pa drugačnost na koncu, ne, se lahko s komu kakšno tako debato. Midva so drugačna, ne, ker to je karierna pot, poslovna, ne, in kakšna je čist drugačna od moje. In če bi jaz med tvojimi, na takimi ljudmi, kot si ti, sem jaz Englishman in New York, ne, oziroma slon, ko že trgovin sproscelam, ko se to reče. Ne, in vedno smo drugačni. Ampak če ljudem pustimo, da so drugačni, sploh ne rabijo biti drugačni. Tak catch-22. In kle smo zelo podobni. Ja. Ker mislim, da sva si mi dva podobna, ne? Iz vidika tudi zgodbe, ki si mi govoril, pa to, čez kar si šel, ne, so se meni rolali tudi za nazaj, zame, ne. Ko neke mentalne vojne, tekme, ki se dogajajo, poleg tekem, ki jih imaš v lifeu, kle si pa nismo kaj preveč različni, ne. Če znamo mogoče človeka videti za to, kar je, pol to lahko ugotovimo, ne. Če pa vse na prvo žogo, pa na površinsko si zgodbe ustvarjamo, pa čez to ne pridemo. Mislim, da si ti zelo lepo kle izpostavil to problematiko, kako hitro sklepamo stvari v človeku, a ne, in kako hitro mi njim identiteto damo, a ne. Tako je. Veš. In ker si pa enkrat izboriš svoje, tako kot si ti, pa ti še kar folk to dela, a ne,
ker sploh ne pozna tvoje zgodbe, pizdate pa razpizdi. Itak da te, ne. Če si z tega vidika, ne vem. Se meni so to tudi zanimive teme, drugače, veš, pa dajo za razmisliti, no, tudi malo sebe, da prečekiraš, a veš, lahko ti sebi nekaj govoriš, da zdaj pa tako reagiral, ampak dokler nisi v situaciji, ne veš, kako boš reagiral. Zanimiva je bila zgodba ene plavalke iz Dominikanske republike, koliko se je ona mogla boriti, da je sploh lahko trenirala. Ne? Da so ji dobesedno nasprotovali, jo minirali, da bi ona lahko trenirala. Zakaj? Zato, ker so pač tam odločili se, da parašportniki niso, ne vem, enakovredni. In koliko je ona mogla te energije vložiti? Ali pa nekdo, ki pride z enega okolja, ki ga, ne vem, jaz hočem to povedati, da ni, ne, da moja invalidnost mene ne dela takega, ne vem, carja, karkoli, da sem danes tukaj. Ne. To, ker nekdo z vsemi nogami pa rokami, karkoli, se pa z istimi vprašanji, z istimi dvomi ukvarja samo iz drugih razlogov. Zakaj pa misliš, da smo kle? Ko malo filozofsko. A na svetu, ali v tem trenutku? Madonna, tako bomo šla. Začniva z našim obstojem, torej na svetu. Karkoli svet je, ne? Ja, pač. Kaj pomeni življenje? Ja, to je po mojem debata za dolge ure. Ampak ljudje si to razlagamo, eni pač najdejo odgovore v veri, v knjigah, v dobrodelnosti, ne čimer. Mene dostikrat me vprašajo, no, to, zakaj jaz, zakaj brez nog, zakaj mogoče. Jaz se z tega nikoli nisem spraševal. Ampak jaz edino, kar vem, kar je za sigurno, ali pa recimo, da v moji glavi za sigurno, je to, da imam neko obdobje od rojstva pa do smrti, karkoli že smrt je na koncu, ki vem, da bom do tja prišel za siguren. In da temu življenju dobil poti je dobro, da sem jaz fajen, oziroma da mi je lepo, pa da s tem, da je meni lepo, ni drugim preveč težko. To je ena stvar. In to, če to opazuješ, kako si do ljudi okoli sebe, se lahko izboljšuješ, ali pa si tako še si, če si v redu. To je, zakaj smo pa tukaj, pa ne vem, ali je to kakšna napaka v zapisu, v matrici, kjerkoli že, ali pa nek plan nekoga, ki ga ne poznamo, ali pa nas tam gor gleda. Ampak mislim, da bistvo je to, da tako. Jaz imam eno teorijo, da smo tukaj zato, da pač odkrijemo svoj dar, ne? Kar nam je namenjeno. Ta druga stvar pa zato, da se naučimo izboljšati oziroma imeti lepe odnose, da se naučimo iz ljubezni delovati, ne? Z drugimi in sabo. Da je to tako en izziv, ki ga imamo na svetu, ki je pismo, če pogledava tako kolektivno, kar velik problem, ne? Glede na to, kakšni so odnosi itd. In da po eni strani moramo se naučiti ta del izboljšati, ne? In tako jaz čutim, zdaj kakšni, ki želijo slabo ali pa želijo samo moč na tem svetu, verjetno se ne bojo strinjali z mano, oziroma tega podcasta sploh še spoznali niso, in če bi ga videli, bi bili tako kvata filozofera, ne? Ampak ne vem, verjamem nekako to dobroto, da jo imamo vsi v sebi, ne glede na to, kakšen si, kdo si, s kje si prišel, polt kože, nima veze kaj, ne? Da naš način delovanja, pa to, kar si sam tudi rekel, da se zavedamo, da smo na neki poti, na neki premici, in da imamo kontrolo nad tem, kako se počutimo na tej premici, in da če delamo stvari zato, da se bomo počutili dobro, kar pomeni v bistvu ne srečni, ampak bolj pomirjeni, čista vest, recimo ena taka, ne? Da si takrat že odklenil v bistvu svoje bistvo, zakaj obstajaš, ne? In da pol načeloma vse je samo kompliment tvojemu obstoju, se pravi, se ti stvari samo dogajajo zato, da je tvoja izkušnja življenja bolj zanimiva, ne? In kle pridejo zraven tudi težke stvari, tudi neprijetne stvari, in tudi s temi se moramo znati spopadati, tako kot si se ti, tako kot sem se jaz, tako kot se vsi ljudje na svetu, ne? Naše doživljanje pa, kako bomo ta svoj dar, ki ga odkrijemo tukaj dal naprej, je pa v bistvu poslanstvo, ne? Mislim, da je Picasso rekel, v angleščini se bolj sliši,
The meaning of life is finding your gift, the purpose of life is giving it away. In pač ne rabi biti to povezan z nobenimi dosežki. Dosežki so na koncu dneva, nekaj si je nekdo zmislil, da je to najboljši in ti si to zdaj dubo in zdaj si ti pač najboljši. Ja. Ampak kakšen je pa občutek od zadja, kako se pa počutiš, je pa ta prav uspeh. Vse to mislim, da tudi vse religije, vse te filozofije učijo, da tudi tista raziskava, ki je nekaj harvardska, ko je že, ko so odnose, ko so vsi na koncu, ne glede na družben status, na uspehe v življenju, rekli, da več časa bi odnose dajali. In ker tisto z denarjem se ne greš na drug svet. To, da res, da lahko daš naprej tisto, kar si se naučil. To je pa... Evo, pa smo najdeli en odgovor. Evo ga, ja. Ja, pa to gnanje, tako kot tudi tvoja izkušnja s startupom, recimo, jaz sem imel podobno izkušnjo, ko sem bil solastnik agencije, tudi sem imel občutek, kva jaz tukaj sploh delam, In ko se začneš slišati v resnici, pa biti dosti odprt za te neprijetne občutke, da ti hoče nekaj sporočiti, pol zahteva zraven še nek pogum, da narediš neko odločitev, ki te bo premaknila naprej. In tudi pogum je pač po moje pri tebi ena taka stvar, ki te je gnala. Da tudi ne glede na rezultat, ne glede na kaj so ti okoliščine govorile itd., si še zmeraj ti pač pogum mogel najti oseb, nisi iskal nekoga, da ti bo rekel, ti si pa dosti dober, ti pa lahko. Vse imaš trenerja pa to, ki te spodbujajo, ampak če te vleče v motivacijo, jaz mislim, da vsakega človeka, ki vleče v motivacijo, da bi rad dal nekaj naprej, je nujno to, po mojih kriterijih, da ima svojo izkušnjo. Da je bil v situacijah, ki se je mogel ven povleči, pa da je bil v situacijah, ki se je mogel boriti zase. Drugače ti nimaš meni kaj o motivaciji govoriti. Ja. Ker dokler je vse lepo, bi bili vsi lahko, po vojni vsak lahko general. Ja, vsak bi bil motivational speaker, ker je to cool. Ja. Mene je ful šokiralo, ali pa sem pač startup, pa je dajo pičov več kot 200-300 krat, pa ena na eventih, karkoli. Če sem jaz začel z idejo medlo vedno, okay. Če sem začel, sem sem plavalec, svetovni prvak, kaj pa delaš? Ja, iz svoje izkušnje sem prišel do tega, smo prišli, da želimo pomagati ljudem z dostopno fizioterapijo. Da mi več pove. In iščejo ljudi. Ja, zgodbe, zgodbe. Sigurno, mislim, že jaz, ki ta podcast delam, mene res zgodba zanima na drugi strani. Nima nobene agende, se vidiš, vprašanj, pač še spoznati si človeka ne upam prej. Ko vzame čara, veš, tako kokrat v lifeu si vzamem odsajde, da se z nekom tako pogovorim. Da te res zanima. Še zdaj, tako nazaj gledam, pa lih danes sem imel ena session, ki mi je spet odprl, da bi rad bolj spoznal mojega dedka pa babi, dokler sta še kleja. Kazanč mi je bilo tako, pizda, s fotrom bi imel podcast, 10 ur bi govorila. Ma niti ne podcast, doma na kauču, sam bi ga sprašval stvari o njemu, veš. Kolikrat sem prej to vprašal. Nikoli, kar mim gre, Veš, pa se pite Boga, kaj bi mi sploh povedal, so le starši, Ampak ta firpčnost, mislim, toliko odneseš od tega, ko od enega zgodbo slišiš, ki je unikatna, tako res, vsak ima svojo, Meni se je zadnjič ena zanimiva stvar zgodila. Ja. Kolega imam nek tam v Savinjski in rekel, da je prilet na eno pijačo, ko sem bil v tistih koncih. Ja. Je mogel hitro pač domov z otroki in jaz sem z njegovim tastom sva zvečer do polnoči skoraj eno buteljko vina spila in debatirala. Totalno neznanim človekom sva se zadebatirala. Ali je to nekaj najboljšega? In sem mi razložil celo življenjsko zgodbo. Rekel, wow, koliko sem fajn v bistvu. Kaj še zanimive stvari poslušaš. Ja. Če se usedeš pa slišiš, Tako je, pa pustiš ljudem, da povejo svoje. To, kar si se v improligi naučil. Tako je. Če bi lahko sebi nekaj sporočil nazaj, ta je tudi malo taka. V eno obdobje v svojem življenju, v katero obdobje bi šel in kaj bi si sporočil? Sem se videl, jaz ful težko dajem enoznačne odgovore. Daj mi svojega, se ne rabim. Ja, mislim, verjetno bi šel
v neko bolj to rano mladost, oziroma in to, da bi sprejel, da bi rekel vsi, a ne, ljudje ti dobro hočejo, a ne, in da ljudje so tvoji prijatelji, a ne. Tako. Wow. Si takrat res imel tak občutek, da A ne, sam hitro sem se ogroženega počutil, a ne, in hiter, ne vem, hiter sem, kar je valjda, a ne, če v neki igri nisem mogel sodelovati, a ne, si to je težko sprejeti, a ne, sej, ko si mlad, ko si samo podobo ustvarjaš in da si tam, ki ne moreš, a ne. A ne, ti bi želel imeti to moč, da bi rekel nočem, ne da ne moreš, a ne, da ti drugi določajo, a ne, in Až mogoče pa zdaj gledajo, bo po naključju, v narekovajih, prišel to do nekega mladeniča ali pa mladenke, ki ima probleme s samopodobo in se z istimi vprašanji sprašuje, sooča, ki si se ti takrat, a ne. In si to marskomu drugmu še sporočil, ne sam sebi, a ne. Ampak mogoče je lažje, če bi rekel, ne vem, kaj bi njim sporočil. Se pravi, fantom, puncam, ki imajo probleme s samopodobo, ki se čutijo nesprejete, ki se čutijo ogrožene. Kaj bi jim rekel? to jim lahko lastno izkušnjo povem, da mene je motomezol na obrazu, ne to, da nimam noge, ne. Wow. To je mene motil. Ampak, kot prej sva se pogovarjala, vsak od nas je bil kdaj zavrnjen. In danes posebej ta socialna omrežja, kolikor nam lahko res dobrega, zanimivega dajo. To pravim, vedno je nekdo na svetu, ki ima več, in vedno je nekdo na svetu, ki ima manj. Nikoli nismo tisti, ki imamo vse. Tudi naši problemi so vedno bo en prišel, ki ima hujši problem. Lačen človek ima enega, Tako je. sit pa 1000, ne? Jaz mislim, da mlada generacija je, da ima potencial. No. Kakor se velikokrat govori negativno, ne, kar sem videl, da imajo neko to čut, socialni čut in čustveno inteligenco in da čutijo ljudi okoli sebe. In recimo, ko smo organizirali en dogodek v odbojki na Mivki za invalide in smo imeli te mlade prostovoljce, ne, to je 14, 15 do 17 let, to so bili najboljši, to z njimi jaz niti malo dela nisem imel, oni so vse sami naredili, vse so videli, kako komu pomagati. In to, jaz mislim, da imamo res lepo generacijo za sabo. Je pa tudi na nas, kakšne vrednote bomo postavili, ne, glih, ker si omenil social media, veš, kaj bo kul, a ne, ker zdaj je bilo neko obdobje, kjer je bilo vse zelo povezano z imeti, a ne, pa več denarja, pa jahte, pa ne vem kaj vse, ne. In je dosti mladih, po moje, se zaslepil z neko idejo, da je to tisto, kar rabijo v življenju, da bojo srečni oziroma da bojo pač sprejeti karkoli, ne. Da ni se pa veliko govorilo o nekih malo globih zadevah, pa odnosih, pa o vrednotah, da so postavljene v prijateljstvu, o zvestobi, o družini, takih zadevah, ne. Ker, ja. Ker je pa naloga kapitalizma, ne, da osami človeka, da ga naredi osamljenega, zato da rab materialne dobrine. Ne more kapitalizem učiti o odnosih, če zgublja s tem svojo moč. Ja. Kako pa vidiš, se pravi nekako, če bi bila to tehtanca, da je zdaj bolj na strani kapitalizma še vedno, ali da se pač počasi balansira? Kako ti dojemaš? Jaz sem bral, da recimo mladi, da je spet veliko večjih na igriščih in da manj so na telefonih, a ne. Se pravi, se mi zdi, da so dojeli, da smo nečake, a ne, to stara 13 oziroma 12-13 let in to so stalno zunaj, a ne. In mislim, da nek balans se bo ustvaril, sej na koncu nekdo, ki pride do hrane, a ne, po dolgem času se bo ta prvi prenažiral, pa bo pa ugotovil, da to ni dobro zanj in moraš iti na neko ravnovesje. Ja. Pa na starših je veliko, ne. Kako kot starš ti svoje otroke, kakšen vzor jim postavljaš, ne. Zanj sem, mislim, da na TikToku videl en video, ki je rekel,
da ne obstajajo leni otroci, a ne obstajajo samo leni starši. A ne? Otrok vse od starša pobere, oziroma od okolja, v katerem je. Ja. Še pa se pritožujejo nad svojimi otroci. Ne? Kaj Kaj imaš pa ti pri sebi za razpucati? pride domov, pivo odpre na kavču, da mi pa ne stole, tako jaz kolen. Ja. In zgled. Pa pizdijo, pa take. Ne? Mislim, lej, jaz se veselim kakšnega tvojega nastopa, bom vesel, če mi napišeš, kdaj boš kaj imel. Z motivacijsko ali pa kaj takega. Na zadnje, ko sem gledal video, ki ste ga z Žbetom naredila, sem solzo potočil, pa nisem mogel verjeti, da se je to zgodilo, koliko je dolg? Minuto, 2? Ja, dve minute, 3. Nekaj. Jaz sem bil vmes, mene mravljinci tam, ki si začel govoriti pred tamalimi, ki si pač zgodbo razlagal. Ne vem, kaj je bilo točno, kjer del se me je res dotaknil, ampak tako, videl sem tamale, a veš, in sem bil tako, le kako poslušajo, le kako spremljajo, le kako jih zanima in mi je bilo ful lepo, a ne. Veš, nisem imel občutka, da si v šoli. Občutek sem imel, da si v šoli življenja, ne vem, kako bi rekel, a ne. In mi je ful cool, da te izkušnje naprej deliš, no. Mene je tako, tudi ko dostikrat sem se izogibal te odgovornosti, da bi bil motivator, ne, kako se tudi nočem biti motivator, ne, ker motivacijo vsak sam najde. Ampak bolj to, da in pol te skupine, ne, zdaj v poslu govorimo, kjer je tvoja tržna niša, oziroma skupna, ne, kaj že skupina kupcev, ampak jaz najraje delam z mladimi, ker prvo res jim lahko največ dam. In res take odzive, ko jih dobivam, pa ko mi učitelji rečejo, ne, ko imaš tam 200-300 mladih, ki so 1 uro tiho in te poslušajo in pa še sprašujejo, ki vidiš, da si želijo nekaj, ne, slišati, nekaj drugačnega. Kaj je bila najlepša stvar, ki si jo slišal od otroka? Ali pa vprašanje, ki ti ga je postavil? Imaš v glavi kakšnega? Predvsem to, da težko rečem najlepšega, ampak ta odziv, ko vidim, da so poslušali, ne, se pravi, da jih ne zanima samo nekaj še, ne vem, butazga, ampak da, kot sem prej rekel, mogoče tisto vprašanje, ko je ena punca vprašala, če lahko iz nekaj lepega potegneš, pa to, da si želijo nekaj tega slišati, se pravi, da kot skupina, ne vem, da res poslušajo, no. Pa nočem biti tisti, ki sem tam bolj šiter, pa jih učim v ne in čem, da jaz več vem od njih. Ja. Ampak, da sem lahko del njih, da to. To sprejetje. Tako je, da tudi ta, ne, recimo, prije na konc pa selfije delajo s tabo, ne, in so tako, tako, ne moč predstavljati, da je to možno, ne. Ja, ta je kar... Ta s temi selfije, ker malo, kaj enkrat začneš to doživljati, jaz sem zanj spet, sem bil v Piranu, sem hodil in je spet mene ostavila, ne. Rekla, če se lahko slika z mano in sem bil kar tako, zakaj, ne, mislim, se razumem. Tak malo čuden občutek je, ampak lep. Ko čutiš nekaj lepega, ne, ker če ti pa to otrok naredi, je pa še bolj, no. En me je šokiral, zadnjič sem bil na enem metal koncertu, prije pol se s kolegom zunaj kavo pila, je bila res kava, ni bilo pivo, tako reče. Ampak je jim prišel in rekel, metalc, po tetovire, z dolgo brado, la smeješ, in ta prava, ne, rekel, stari, veš kaj, jaz sem pa zadnjič tvojo zgodbo poslušal, veš, tiskal nekaj Američana, veš, ko jim knjigo napisal, daj napiš knjigo, veš. Skoko, res? Hodo. Ja. A boš napisal knjigo? Vsi me k temu vzpodbujajo. Sam še iščem malo tega notranjega miru, da... Ampak... Tem drugače vprašam. Če bi napisal knjigo, zakaj bi jo napisal? Verjetno bi jo kot za neko samorefleksijo. Za vse to, kar se mi je zgodilo v življenju. Ker spet res kljub kar nekaj takih zahtevnim, težkim trenutkom ali pa porazoma, ne? Ja. Mislim, da je večino lepega, ne, in tega, da pa tudi mogoče kot nek spomenik ali pa zahvala tem ljudem, ki so verjeli vame. Kaj bi njim sporočil? Da sem jim hvaležen, da kljub temu, da
so izven okvirjev razmišljali, mislim, ne kljub temu, da so izven okvirjev razmišljali. Ker jaz mislim, da jaz sem pač v odbojki doživel en tak čuden poraz, nek so nam eno igralko ven vrgli, ker so klasifikatorji odločili, da mora ona na novo dokazovati invalidnost in pravila ne dovoljujejo drugačnega razmišljanja. Ne. In njej so ne omogočili igranje na paraolimpijskih igrah, zato ker pravila tako določajo. Ja. In niso hoteli niti malo izven okvirjev razmišljati, da bi njej dali priložnost, da dokaže svoje. Ne. Ja. To sledenje, slepo sledenje pravilom, nekim šablonam, kaj je prav, kaj ni prav. Vse se spreminja. In če bi ostali tako, kot smo, takrat, kdo je Galileo, kdo je že rekel, in vendarle se vrti. Če bi tako bi bili še zmeraj z tam, ne, sploh ne bi bili s ulicami, ampak bi, ne? Kamena doba, ja. Ja. In ta fleksibilnost, ki so jo te ljudje pokazali, nek so verjeli vame, pa mi dali priložnost. Jaz tudi to zelo cenim pri ljudeh, da smo sposobni biti človek in razmišljati, kaj dejansko je tukaj za situacija dobra, ne samo upoštevati nekaj, kaj je enkrat rekel. Jaz pravil nikoli nisem maral, tudi ker sem bil mlad. Pač zakaj je tako? Povej mi, zakaj so ta pravila? Ok, razumem pri športu, ampak to je igra. Zakaj nekoga nekaj omejuje, da ne more narediti, da ne more biti dovolj dober, ker je napisan na listu papirja? Kdo se je to odločil, pa zakaj? In zakaj bomo verjeli temu še 50 let? Tako da lepo, da si to izpostavil. Ja. Tako se mi zdi, tudi sam premike delaš v tej smeri, s tem, kar dokažeš. Ja, meni je, to je tiste lan, ki ga doživim pol, ko vidim, da gremo v neko smer, pa sem pripravljen pol iti na nož, če je treba, ker res tako. Marsikdo se ne zaveda, da smo mogoče, da je športna kariera res omejena na nek kratek časovni, kratko časovno obdobje. Če ti eno olimpijsko obdobje nekomu zaradi butaste črtice pravila vzameš, to je nesorazmerno. Ne? In meni ni žal, da sem takrat se boril, da lahko vozim. Meni je dobro, zato ker sem jaz svoboden, pa danes tudi nekdo drug, ki ima protezo, lahko vozi. Brez drage predelave, pa omejitve na en avto in tako naprej. Si pa vedel, zakaj se boriš. Ne? Ja. To je pomembno. Da bi se malo večkrat vprašali, v kakšnem svetu hočemo živeti, recimo, ali pa zakaj sem se pripravljen boriti. Ne sam pač vsemu reči ja, pa biti neka siva duša. Enostavno je pa sprejeti vlogo žrtve. Je, to. Druge kriviti za naše težave. Ja. To je najlažje. Biti pasiven, ne? Ja. Ne nič reagirati. En lep rek je od, ne vem, če poznaš, od Roosevelta, Man in the Arena. Daljši kvot je. Ti ga poslal. Se slišal kdaj? Ne, mislim, da ne. Na koncu v bistvu govori o tem, da se pravi, začne se the credit belongs to the man who's actually in the arena, ne? Torej ne veljajo kritiki, ne veljajo te, ki bojo govorili, kako je bilo, ne veljajo te, ki so pravila postavljali. Velja samo ta človek v areni, ki ima obraz umazan z blatom, ki mu teče kri, ki joka, ki trpi. Zato, ker samo ta človek bo poznal sladkobo zmage ali pa grenkobo poraza. In ne bo spadal med tiste duše, ki niso okusile niti enega izmed teh dveh polov. Zato, ker če ne okusiš enega, tudi drugega ne moreš. Ne moreš ti živeti samo z zmagami. Ne? Vedno bo prišel tudi poraz in vedno bo prišel tudi trpljenje. Ravnovesje. In ti ga poslal, da si celega prebereš, ampak meni je eden izmed najljubših. Tako, res zadane to, tisto obdobje, ki ti je mogoče kdaj težko v življenju, da si takrat čestitaš. Da če ne bi bil v tem obdobju, kako bi pol lahko sploh vedel, kako je pa kaj je lepo, oziroma bi čutil to neko samozadovoljstvo, da si nekaj dejansko dal, nekaj dosegel. Tako je. Ja, ti ga moram poslati. Eno vprašanje postavim še gostom, in sicer, če bi jutri umrl, kakšno bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Če bi jutri umrl.
Čak, zdaj moram pa kar malo. To, da Ti si kar vzen cajt. Tudi tišina je zdrava, lej, če bojo saj ljudje pogledali, če se podcast čerol. Kar ponotran. To, da mi gremo in da za nami drugi ostanejo, kakšen svet jim bomo pustili. Da vsako dejanje, ki ga naredimo, da v to smer razmišljamo. Ne razmišljajo. Tudi z vidika, kaj nam je pomembno v življenju, kam dajemo svojo pozornost in kako smo mi kot vzor. Tako je. Ja. Lepo. Nič Darko Đurić. Tako. Je, ne, Ja. Kad Durić imaš napisati. Ja, Sever. internacionalizirano. Darko Đurić, lepo, da si prišel, jaz sem užival. Ne vem, če si tudi ti. Ja, super je bilo, zanimivo izkušnja, tako da hvala za povabilo. A si tako pričakoval ali je bilo kaj drugače? Veš, da, tako kot si ti rekel, da nisi me preveč spoznal, se tudi jaz nisem hotel preveč pripraviti, ker, ko se rekel, hodim na improv. Pa tudi verjamem to, da če improviziraš oziroma, da si bolj iskrena. Ne? Pristno, pride ven, kar pride. To je, to. Ja, kako se počutiš? Super. To mi deli. Lepo.